No, to so študentje na Dunaju, ki se v bistvu želijo na današnji dan pokloniti 13 Slovencem, 13 koroškim Slovencem, zdaj samo da jih vidimo, ki so jih tukaj na Dunaju ubili 19. aprila leta 1943. In zdaj bodo odšli na deželno sodišče, da bi pokazali svoje nestrinjanje s takim početjem. Avstrijski oblasti med drugo svetovno vojno. No, to je število udeležencev. No, zdaj spremlja jih tudi ozadje policija, da pri nič pomembnega. Gre za mirni protest. Predvsem pa pomembno to, da je v bistvu tukaj veliko mladih, ki še vedno vztrajajo, da je treba spomin na pretekla leta upoštevati, se pokloniti ljudem, ki so bili nenačelen, če smo zelo prijazni v izrazoslovju, pobiti v času nacistične Avstrije. No, mi se zdaj počasi pomikamo za udeleženci komemoracije. Zanimivo pa je, da v bistvu na prireditvi v poklonu žrtvam 13 koroških Slovencev ni videti ali pa ni nobenega od slovenskih medijev, eden je. Zdaj so udeleženci, teh je, če sem prav preštel, okoli 33 namenjeni posebej hiše, kot pravijo, Dunajskega deželnega sodišča, kjer bodo prižgali sveče, spomin. No, to so ti mladi študenti, ki si v bistvu zaslužijo poklon. Vidite, to pa so Slovenci, koroški Slovenci, ki so izgubili življenje 25. aprila leta 1943, kot vidite napisano. Zanimivo je, da so udeleženci mladi študentje, starejši Slovenci med njimi. To je še en dokaz, da si naše stare generacije
ne upajo pokloniti ljudem, ki so dali življenje tudi za njihove pravice in svobodo. No, tukaj vidite spremljajoče vozilo, policistov, ki mimogrede spremljajo, kaj se dogaja, vendar moram reči, da ni bilo nikakršnih posebnih posegov od strani policije. Udeležence komemoracije v poklon, kot rečeno, 13. koroškim Slovencem bomo pospremili do deželnega sodišča in tako tudi mi pokazali, da podpiramo njihova razmišljanja, njihov pristop, predvsem pa njihovo mladostno zagnanost, da je treba stvari urediti tudi za nazaj. Vidiš. Kot je uvodu rečeno, poklon, komemoracijo za pokol 13. koroških Slovencev organizira klub študentov iz Dunaja, seveda tudi študentke, ki imajo pa svoj sedež na Menšov gase, nekaj primeren prostor, ampak zato je tudi Vi šli delate kaj? Režijo.
Režija. Ja, za gledališče. Super. Odkud pa ste točno? Več iz Celovca, ampak zdaj sem že 8 leto na Dunaju. Super. Prav všeč mi je, da ste se v bistvu to odločili. A to delate vsako leto? Ja. Vsako leto? Ja. Res. Ja, morda včasih še kakšna oseba pride zraven in potem gremo pač v prostore sive hiše. Koliko študentov pa študira na Dunaju približno? Koliko vas je članov? Članov v klubu? Ja. Težko je reči, recimo, da je zelo aktivnih 50 in obiska imamo pa zmeraj več. Res? Ja. Super. Ljudi, ki prihajajo na prireditve, kako. Ja. A vam Slovenija kaj pomaga pri teh vaših projektih, pri klubu, pri dogajanjih? Ja, zmeraj spet, pač v bistvu to komemoracijo smo lani organizirali skupaj z ambasado. Aha. Letos ga ne vidim ambasadorja, ga ni. Letos je ni, Ker je nedelja. Ker je nedelja, ona v nedelji ne dela, ja. Prekmur si ne dela v nedelja. Ona je Prekmurka, ne? Aha, se pravičujem, ja. Ja, se je zaradi kulisa. Ja, in drugače pa tudi dobivamo malo podpore, tudi finančne od Slovenije, tako vsako leto. Da boste, jaz sem že razprašal, ampak nisem opazil nobene table, nobenega napisa na vašem vhodu. A je to nameroma ali niste smeli to dati? Na vaši, Imamo čist majhno tablico, ko piše gor Klub slovenskih študentov in študentov, ampak včasih je boljše, če nismo tako zelo prezentni, ker smo tudi zelo glasni sosedi. Aha. Tako da nočemo izgubiti naših prostorov, ker so tako centralni. Ja, razumem. Iz katerih krajev z slovenske Koroške so vaši člani ali so? Vsem, ja. V bistvu največ ljudi je iz Koroške, to niso samo Slovenci, so tudi Korošci, ki imajo v družini Slovence, ampak zdaj ne govorijo več. Slovensko? Ja, slovensko, ampak se pač družijo tudi ali pa pojejo v zboru, tako da imajo še malo kontakta z jezikom. In so pa tudi čisto različni ljudje. Imamo tudi sam Dunajčane, ki se zanimajo za kulturo, imamo seveda tudi Slovence in Slovenke. Super. Ja, in tudi druge manjšine, kot krališčanske Hrvate. Tudi oni se pridružujejo k vam? Ja. Imamo kar reden kontakt z njimi. Super. Imamo tudi skupne prireditve. A je prav, da vas še vprašam, kako se piše, kako vam je ime? Ja, Mira Štata. Ali pa. In zdaj, da mi gremo do okrožnega sodišča in tam bo v bistvu, želite s tem transparentom dokazati ali pa pokazati poklon tem 30 Slovencem. Je to? Namreč jaz sem novinar iz Slovenije, pa sem mimogrede to videl, pa sem rekel, da se oglasim, da to vidim, kako to organizirate. Ker vidim, da naših mediji ne pokrivajo to. To bi se slovenska televizija morala pokriti, vsaj upam tako. Po drugo leto. Imamo tudi paralelno Ja. komemoracijo na Koroškem, seveda Aha. v Selah. Aha. Lani, na primer, smo, ker je bila pač obletnica, smo skupaj s Selani organizirali, da so prišli z busom in je tudi pel zbor Selano in tako naprej. To je bila večja prireditev. Tam je tudi pokrila televizija to. Samo da seveda to iz organizatoričnih vzrokov ni zmeraj možno, da pridejo iz Koroške cel bus. Ja, seveda. Kdor lep stane nekaj. Da je paralelno danes tudi v Selah prireditev komemoracije. Super. In ko boste končala študij, boste ostala na Dunaju ali se boste vrnila na Koroško?
Ja, na Koroškem nažalost ni veliko opcij zame. Zdaj pridete v Ljubljano k nam. Naprimer, Ja. zdaj sem dobila ponudbo, da grem za leto v München. Super, Nemčija, ok. Ja, da malo v Nemčiji, ampak ja, rada bi se vrnila na Dunaj. Te letnik pa ste že? Jaz sem v bistvu že končala, jaz sem marca imela zaključno prireditev in zdaj v bistvu sam spakiram stvari. A, razumem. In potem se boste po Dunaju oziroma po Münchnu odločila, kaj boste naredila naprej. Ne veste točno, ali boste ostala na Dunaju ali boste pa ostala na Münchnu, ne veste točno. Pač najlepše bi bila fraj kot režiserka in to bom videla, kje bom dobila kakšno ponudbo. Aha, Odvisi od drugih. ja, zagotovo. A za režiserja je težko dobiti delo ali ne? No, v glavnem televizije rabijo, seveda pa tudi studije, ampak studijev, kot vem, Avstrija nima prav veliko, ne? V bistvu mene zanima predvsem gledališče. Gledališča, aha. In na Dunaju je dosti Gledališč, to res. Tako je. Ampak, ja, seveda je trdo priti v ta ožji krog režiserjev, ki redno dela. Tako da bom videla, ne? Kako se bo razvilo. Morda bom v Nemčiji bolj dobila, ali tu, ali v Sloveniji. Kaj pa povpreč vaši kolegi študirajo tukaj le na Dunaju? Katera področja? Vsa področja? Ja, res. Imamo tu, kaj vidim, ekonomijo, fiziko, medicino, vse. Nekateri že delajo, ampak večina študira. A študij morate sami plačati ali vam tudi država kaj prispeva? Ne, država v bistvu do zdaj, Ja, če bo tako stalo, plača cel študij. V bistvu plačaš samo en majhen del za BH, to je Österreichische Hochschullanwirtschaft, to je aha, to je osnovni šolski model, ki ga morate poravnati, ja? Ja. Okay. in to je to. In seveda, če študiraš predolgo, potem plačaš sam. Aha, moraš pa redno študirati. Ja, to. Ja. In vi to ste redno študirala, kot vidim, ne? Ja. Ste, super. Čestitam. In to sodišče se kje nahaja? A te? Ne, zdaj gremo še na desno in na levo na to veliko cesto, tako v 3 minutah doma. Aha, to, samo da vem. In kaj pa ti ostali vaši kolegi in kolegice, ki tu študirajo, ostanejo ponovadi na Dunaju ali se vračajo nazaj v okolje? Se vem, da ne morate vsega vedeti, ampak približno. Ja, ampak bi rekla, v tendenci ostanejo na Dunaju. Ostanejo na Dunaju. Ker je več ponudb za delo in več opcij. Ja. Ampak vse nekatere se seveda tudi vrnejo včasih zaradi družine na Koroškem ali pa v Slovenijo. No, opazil sem na uradnih spletnih straneh mesta Dunaj, kjer je župan sorazmerno napreden, ne morem reči, da ni napreden. Vendar je v bistvu zanimivo, da imajo svoje predstavitve v bosanščini, v jeziku, ki ne obstaja, ampak ima veze. To je bošnjaški jezik, srbščini, hrvaščini, čeprav so vsi jeziki enako povezani, tle vidim, da so enaki, slovenščini, nisem pa videl slovenščini nikjer, razen v informacijski deli, ki so turizem. Ja, to je verjetno zaradi tega, ker je ogromno ljudi iz bivše Jugoslavije tu. Ja, zato, da imajo težave z jezikom potaktim ali nameroma jim to mesto pomaga. Ja, mesto Dunaj je zelo odprto. Je multikulturno mesto. Seveda, vsi, ki so prišli in zdaj je čisto normalno, da so informacije v turščini, v
BKS mi pravimo. In, ja. In za slovenščino, po mojem, je še premalo ljudi, ki so pač na Dunaju in delajo. A se zamenjava vlade pozna tudi v tem področju vašem šolstva ali še ne? Vse, Ja, na vsak vse pozna. Se pravi, ta desna opcija v bistvu je bolj rigorozna ali je približno pravilno usmerjena za razvoj. Predvsem za finančne podpore v kulturi je grozno v takšni vladi živeti, ker v bistvu samo podpirajo zelo tradicionalne stvari in to zdaj mi ne bi bili. Razumem, vas bi izločali oziroma ne bi podpirali, jasno. In če bi vas v Slovenijo povabili delati, bi šla v Slovenijo delati ali ne bi šla? Ja, seveda bi šla. Bi šla. Ja. Slovensko gledališče je super. Ja, mislim, da je dobro. Ja. Slovenska gledališča je eno od boljših v tem delu Evrope, moram reči. Ne pa film. Ne. Filmovi niso tako dobri, ampak v gledališču pa se gotovo smo. Ampak zdaj naslednji mesec bo prišel Nec Gazvoda sem na izmenjavo. Ja? On je pa kar nekaj filmov naredil, ki so v redu. Ja, se imamo par mladih, inteligentnih in deklet in fantov, ki so res sposobni. To je res. In vi ste dosti žurnalist ali? Ne, jaz imam svoj časopis Ljubljanske novice, moj časopis. A ja. In drugače sem pa delal 15 let v Dnevniku, v Ljubljanskem Dnevniku. Tako da nikoli ne, bil sem pa seveda, zdaj sem pa res svoboden, že 20 let zadnjih. Sem neodvisen čist ne od države, ne od kapitala drugih, čist sam od sebe živim, tako da ne potrebujem nobenega. In si lahko privoščim svoje poglede, ki meni ustrezajo, tako da jaz se ne rabim bati nobenega. Redakterja. Ne, nobenega, ne. Nimam ljudi, ki bi mi komandirali. Ja. Zato v bistvu podpiram te čist mlade generacije, ki se mi zdi, da na njih je prihodnost. Vse ostalo je še preveč zakorodilo in gleda preveč nazaj. In mladi pa imajo steljene poglede, ki so pozitivnejši in širši. Teh 13 koroških Slovencev so pobili, se pravi 29. aprila. Ja. In to razlog je bil, Pač Farad, v bistvu sodelujoči v partizanskem gibanju. gibanju na Koroškem. Ja. Aha. In proti nemškem stvarjanju. Ja. Pač Widerstand. Ja. Ampak sodili so jim pa na Dunaju. Ubili so jih na Dunaju, ampak dobili so jih na Koroškem, pa so bili v Gestapo centru v Celovcu. Aha. In potem, ker so bili pa prvi, tako rekoč Hochverräter, jaz ne vem, kako je to slovensko. Podbudnik, ja. Ja, pač tak, v bistvu so jih zvišali na res tak državne, Ja, so jih postavili na raven državnih sovražnikov v bistvu. Ja. in potem so jih zvišali. In je bil v bistvu prvi tak velik političen upor, ki so ga bolj
za več takoj uničili. In politično seveda pomemben znak za vse, ki so se upirali. Ja, Koroška je bila zagotovo ena od takih posebnih pokrajin, ki se je borila res proti fašizmu. Predvsem v tej regiji, ki je tako blizu meje, kjer je seveda veliko partizanskih in tudi v teh gozdovih in vse tu več opcij skrivališč in vse tu. Ne rabite mi odgovoriti, če ne želite odgovoriti, ampak zanima me vseeno, zdaj ko bo v Pliberku to zborovanje hrvaških ljudi, bom rekel, podpornikov, tudi poboja ustašev. Kaj mislite vi o tem? Ja, moment. Kolo. Ja, meni se zdi, to je za mene fenomen, da ta prireditev sploh lahko tako obstaja. Kako so se nekako not zgoljufali v to, da je to privatno polje, ko še cirku pač to dovoli in naenkrat to je desno nacionalna prireditev. Ne samo Hrvatov, tudi drugi ljudje pridejo in imaš tam znake ustaše in tudi nacizma, ki pač ne razumem, kako to sploh more biti en državni praznik, ali ne vem, tudi iz ambasad pridejo iz Avstrije, kot da bi bil politični znak za Hrvaško, kar sploh ni. In to več že razumem, da je v zgodovini tudi tega marša kar nekaj vprašanj, ki ni jasnih, kaj je tam bilo, ampak nekako se mi zdi, zdaj, ko je toliko novinarjev tudi odkrilo, kakšne skupine se tam srečavajo, v bistvu Avstrija ne more tega akceptirati, ampak kaj boš, če je to privatno polje in se lahko tam srečavajo, pa tudi župan Pliberka, ki je v bistvu to hotel preprečiti, nima šanse. In zdaj upam, da bo se dosti novinarjev tam, da bojo odkrili, kakšne simbolike se tam reproducirajo. Hvala lepa za vaše mnenje. No, zdaj smo že pred sodiščem. Tukaj vidite, to so bili ljudje, ki so jih pobili, in sicer Tomaž Olip, Jakub Oraže, Ivan Dovjak, France Gregorič, Urh Helih, Micka Olih, Franc Pristavnik, Jernej Oraže, Miha Županc, Franc Weinzerl, Janez Oraže, Jurij Osterk in Florian Kelih. Vidite, in to so mladi ljudje, ki jim je potrebno se pokloniti, ker oni mislijo na preteklost in na te ljudi, ki so izgubili svoje življenje 29. aprila leta 1943 pod nacistično Avstrijo. To je bil naš kratek utrinek pred začetkom komemoracije.